Leta 1951 je slovenska partija v Liechtensteinu skupaj s švicarskimi tihotapci cigaret ustanovila podjetje. Svoje lastništvo v podjetju je prikrila z udbovskimi slamnatimi lastniki. V desetletjih, ki so sledila, je na tem temelju začela razvijati vzporedni mehanizem, ki je postajal vse bolj kompleksen in je uspel preživeti padec berlinskega zidu. Vzporedni mehanizem je v tranziciji zgradil omrežja, v bančnem sistemu pa je ustvaril finančno piramido. Ta se je po letu 2008 sesedla in skorajda v brezno potegnila celotno slovensko družbo. Iz te sistemske implozije pa je prilezel najhujši finančni škandal v zgodovini naše države – iranska obveščevalna akcija pranja denarja.